knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Neže Zajc Bele sence, roman Matjaža Virjanta Tudi smetarji pišejo lepe pesmi in roman Masimiljana Stefanija Trst 1974. Recenzije so napisali Jože Štucin, Marija Švajncer in Robert Šabec. Neža Zajc, jezikoslovka in literarna zgodovinarka, zadnje desetletje pa tudi pesnica, je avtorica 5 pesniških zbirk. Zbirka z na prvi pogled protislovnim naslovom Bele sence je razdeljena na 7 sklopov. Prvemu, ki je dal zbirki ime, sledijo še Srebrne vode, Poslednje bilke, Gluha zrkla, Živa bitja, Prirojena telesa in Brezsenčni obrazi. Knjigo je izdala tržaška založba Mladika, v poezijo se je poglobil Jože Štucin. Neža Zajc, rojena leta 1979 kot vnukinja nesmrtnega Daneta Zajca, se je kot pesnica pojavila dokaj pozno. Najprej se je preizkušala s proznim pisanjem in šele po smrti močnega žlahtnika je z žarom in vehemenco zverzirane ustvarjalke stopila v svet poezije. Leta 2014 je izdala pesniški prvenec Ime gore, do najnovejše knjige Bele sence pa je nanizala še 3 zbirke. Torej smo pri 5. dejanju, ki ima vse značilnosti zrelega opusa. Bele sence še zdaleč niso samo bele, prav pester niz poetik je tu združenih v enovito fresko, ki prepričljivo krmari med intimo in belino sveta, med jazom, ki se bori s podobami, in jazom, ki ga kljuje ujeda naše izgubljene civilizacije. Lepa zbirka, če odmislimo ontološko resignacijo, ki brsti na požganih travah. Lepota v trpkosti, lepota v sivini, ki žari močneje kot barvni spekter. Kljub radikalnemu pristopu in preizpraševanju smisla biti, tu biti, poetičnemu gonu in strastni želji po iskanju prerokbe, se zbirka daje v branje v čisto konvencionalni podobi. Spremno besedo je spisala doktorica Vilma Purič, pesmi so sistematično razporejene po sklopih, 7 jih je in vse teče gladko, kot se za pesniško zbirko nekje na vrhuncu ustvarjanja spodobi. Nekajkrat so cikli uvedeni z verziji iz Zajčeve zapuščine, zato ima bralec na voljo vsaj skromen namig, kako brati, vendar se pesnica zna izogniti pretiranim kazalnikom in citate izbira na ravni, ki dopuščajo več, kot so nemara izvorno v sklopu svoje celote imeli namen sporočiti. Pač metaforika, tista šibka točka Wittgensteinove filozofije, njegovih frenetičnih iskanj mej jezika in začetkov molka, kjer je klonil v mehanizmih, da bi prišel jeziku do konca. Pri poeziji je filozof pač moral priznati, da metafora suvereno izreka onstranstvo jezika, da sporoča, ozvočuje tišino, molk in jezik neizrekljivega, ter nadvse zgovorno prezentira smisel poezije, ki je bolj smiseln, kot se zdi slepemu ušesu. S tem se je vedno boril filozof neizrekljivega. Ko tista hladna resničnost jezika, ki nas obvladuje v komunikaciji pene vsakodnevnih dni, v komunikaciji hudičeve samosti, ki hoče govoriti z drugim in biti slišana, pa tudi razumljena, a po zakonitosti narojene samote, kar je človek v bistvu vedno naleti na oviro interpretacije, vedno pade v prostor diskusije, kaj je kdo hotel povedati, sporočiti. Na zgornji omejitvi metafora preskoči igrico izmenjave besed in prestopi v poezijo, v neposredno poved, ki izreka resničnost. Na tej postavki se zdi, da gradi tudi pesnica Neža Zajc, izreka belino svojih senc in jih tako dela vidne, slišne, čutne, eksistenčno relevantne. Sklopi vsak zase poglabljajo neko pesniško intenco, vzgib, ki kljubuje smrti in piše življenje, in nasprotno seveda kot življenje, ki piše smrt. Nemara tudi pod okriljem uvodnih verzov Daneta Zajca, ki zbirki daje začetni zagon.
Citat je rokopisna zapuščina slavnega dedka, ima pa vse značilnosti njegove preroško resignirane minljivosti v času praznine in smrti. Smo živi bolj in drugje od naših temnih senc. Tu se vse začne, točno na robu smisla, na meji, ko bi pesnik vendarle še kaj rekel, hkrati pa že molči in zre niču v oči. Pesnica takoj povzame ta kongenialni navdih in ga zapelje v polje družbe, skupnosti. Nismo sami, kot je pri Danetu Zajcu včasih mogoče primarno, tu smo vsi na istem poligonu, v istih škripcih, z enakimi bolečinami in strahovi. Pesem V sencah ima zajčevski liker izraznosti, skoncentriran gnoj in sok, vse v enem, ki se skozi sito poezije cedi z metaforami in črkami do onemoglosti, do meje jezika, ki komaj še zmore nositi strašne pomene. Takole gre. V sencah se rojevajo bitja in prehod v pročelja let pomeni daljše izgubljanje, zaznavanje sebe tu. Kakor bi ne znal shoditi do morja, do starega pomola, se ogniti pošasti ogromni nezaznamovanih ljudi. Zreš le sence menjave prostorov. Pesem razodeva pesničin miselni in čustveni obrat vase v svoj pojav, ki zgolj receptira svet, ga strahoma sekvencira in opazuje, a ob tem hrepeni po kazalnikih, ki bi svetu, naši pojavnosti sredi niča, razodeli smisel bivanja. Sam si, gol in položen v senco, ali, kot je zapisala v pesmi, pred oknom slapovi? Tako od sijanja lune, izvržen na cesto bos in izpraznjen, mil, kakor lačen v grobu, nag, nisi več ranljiv. V poeziji Neže Zajc se spogledujemo z bivanskimi strahovi, ki so v resnici tramovi naše biti. Soočenje s praznino in ničem jo navdihuje do te mere, da samo sebe skuša povzdigniti v smiselen pojav. Pesniška drža je pač suha in nema, v izvoru, šele z realiziranjem sebstva se povzdigne nad praznino in začne izrekati. Pri Neži Zajc smo v tej poziciji. Pesnica izreka vse, kar se ji kot pojavnost sili pred oči. Od onstranstva veje burja na zaledenelem obzorju in od tal raste duša. Ker gre za sugestibilno pesnico, tako, ki celo presega svoje meje in se dotika drugih, ni nenavadno, da v svoj poetični korpus pritegne tudi Srečka Kosovela. V ciklu Poslednje bilke se mu pokloni s pesmijo Cvetovi, kjer pa ga pesnika upanja in smrti v sklepnih verzih tudi zakoplje v njegov kras. In na tleh so cvetovi, pod katerimi prihuljen, s praznimi rokami upanja, stisnjenimi pestmi, kakor dete, mižiš, mižiš. Zbirka, ki na gosto beleži stanja duha, smisla, družbene zgodbe, išče odgovore na strahotna vprašanja, trepeta v svoji minljivosti in se oklepa pokopališč, ki so središčne točke človeštva, ima tudi zelo jasen smisel biti dober do drugega, biti socialen in živ v skupnosti. Rahlo v disonanci s siceršnjo naracijo te poezije se vsake toliko iz požganin dvigne upanje, ne kot božje razodetje, bolj kot ljubezen, ki je, poleg pesniške metafore, edino, kar presega naše meje. In tudi ne priznava konca biti in protežira realnost kot princip čudnega tandema, vzetega iz biološke resničnosti, kjer dominirata življenje in smrt. A v zakulisju, ki je očem nevidno, dopuščata še nekaj več. Ali kot pesnica Neža Zajc piše v pesmi V ljubezni. Med petjem mrtvih so beli verzi čarobnosti, ki spati ne pustijo, ne oddahniti se končno. To se nekako navezuje tudi na pesem Eno, kjer se eksplicitno zavzame za akcijo, za konkretno vlogo posameznika v svetu, za dejanja, ki tudi edino odrešujejo. Ko se odzoveš na krik trpečega, vsi jeziki umolknejo, vsa poezija dobi smisel v akciji.
Ker zavedanje edinosti razgleda nad morjem vzame vse jezike. Ko prosjačiš za bolne, odsekaš hladne lovke, verjameš v ščitenje, prevajaš glasove v telesne neširine. Zbirka Bele sence izhaja iz prednikov, piše se iz duše, ki je zastavila rod, črkuje se po zakonih belih trav, ki sedaj valovijo v brezvetrju in odsevajo svojo gibkost le skozi besede. Segajo prek smrti in časa, trepetajo pred obličjem neizrečenosti in pozabljenja, obenem pa klijejo na neki požganini, kjer človek nikoli ne ve, ali bo iz zemlje pokukal nov cvet, ali bo luknja v nič še globlja. Neža Zajc je v tej ekvilibristiki med genskim spominom in svojo izvirno potjo polna idej. V knjigi je kar nekaj presežkov, ki plivkajo v vse smeri, iščejo nove izvire, nove vzgibe za pisanje. Jezik, s katerim govori, je tako mitološki, kar jo veže na slavnega prednika, kot tudi živ, sproten, odziven v času in skuša razodevati svoj aktualni trenutek. Taka je brez dvoma tudi pesem Cikel časov vseh izhod, ki proti koncu knjige preskakuje med preteklostjo, sedanjostjo, prihodnostjo, trenutkom in večnostjo, ter kulminira v pesmi Stopnice, kjer je vse razodeto. Povzpneš se le do križa, do prekopanega pokopališča, ki na večernem hribu privlači telesa resnična. Matjaž Virjent je doslej bolj redko objavljal, pred nekaj meseci pa je presenetil z izdelanim, precej heterogenim prvencem s poetičnim naslovom Tudi smetarji pišejo lepe pesmi. Uvod bralca usmerja na področje kriminalke, v nadaljevanju se zvrstijo pripovedi in pričevanja različnih oseb, a v ospredju so eksistencialne teme osrednjega protagonista, razgledanega po klasični, sodobni in popularni kulturi, ki pa se v praktičnem življenju ne znajde najbolje. Roman je izdala založba Litera, ocenjuje ga Marija Švajncer. Roman z naslovom Tudi smetarji pišejo lepe pesmi in pod naslovom Zgodba o 5 obsedenostih je prvenec Matjaža Virjenta. V prologu je navedeno, da sta leta 2016 izginila ženska in moški, lastnica zasebnega lokala Margita in smetar Jakob, slikar brez diplome in pesnik. Na kraju, kjer so bila razmetana oblačila skrivnostno pogrešane dvojice, je stalo vozilo z odprtimi vrati. V bližini je tičal premražen in prestrašen pes. Kaj se je zgodilo? Pisatelj Matjaž Virjent podaja napeto in vznemirljivo dogajanje nadvse prepričljivo, saj posamezni literarni liki, ki so tako ali drugače povezani, govorijo kar sami.
Z izostrenim posluhom za slikanje osebnostnih lastnosti jih prikaže plastično in prepričljivo, tako tiste samozavestne in malce samovšečne, kot tudi tihe, odmaknjene in zagrenjene iskalce smisla življenja, utrujene od iskanja, odrinjenosti in družbenega pritiska. Smetar, ki je tudi umetnik, preveč ljubi in se zaradi neuresničenih želja in neuspešnega ljubezenskega prizadevanja znajde v ustanovi za zdravljenje duševnih motenj. Razkrivanje njegove osebnostne podobe, tako stiske kot ljubezenske zamaknjenosti, je najlepši vtis, ki ga napravi roman. Vse skupaj sploh ni preprosto. Roman, tudi smetarji pišejo lepe pesmi, v marsičem spominja na vsebinske in slogovne vidike postmodernizma. Očitno je odzivanje na nesmiselno početje človeštva, zlasti vojno. Pisatelja se dotikajo znane umetnine in njihovi ustvarjalci in osmišljajo življenje njegovih literarnih likov. Ljudje imajo različna stališča in jih izrekajo naravnost. Kdor trdi, da smo umetniki paraziti družbe, močno podcenjuje naš destruktivni potencial. Umetniki smo njen smrtonosni virus in za svoje delo ne bi smeli biti plačani popolnoma nič. Ravno nasprotno. Vse skupaj bi morali zapreti v kazensko kolonijo, kakršno je izkusil Dostojevski, kjer bi cele dneve garali in kjer bi jih hrepeneli zgolj po nekaj urah počitka, topli postelji in kosu kruha. Tako izvemo, da umetnikov v resnici nihče ne razume, nekateri od njih se zatekajo k silam zla in si namesto prilagodljivosti izberejo katarzično ostrino samouničenja. Pravzaprav jim ni pomoči, saj tudi najbolj beden umetnik na svetu trpi za patološkim narcisizmom. Nekdo od protagonistov pomisli, da bi naš planet lahko rešil le nekakšen družbeno-politični prevrat, kar bi pomenilo, da bi moške dejavnosti, kakršne so vojna, ekocid, imperializem in nasilje, nadomestile bolj žensko obarvane usmeritve, se pravi sočutje, sodelovanje in spoštovanje. Tudi ljubezen ima več obrazov. Margite, tetovirane in mišičaste lepotice ukrajinskega rodu, ne ljubi samo občutljivi in ranljivi smetar, temveč tudi dekle Ela, ki po njenem izginotju začne veneti in obupavati. Margita je vedela, kaj je sreča. Primerjala jo je z internetom, omrežjem pozitivnosti, kamor prebivalke in prebivalci planeta nalagajo svoje iskrene ljubezni, brezpogojna prijateljstva, spoštovanje, sočutje in dobroto, ali pa te občutke svetovnega spleta kratko malo jemljemo. In če me v nadaljevanju misliš vprašati, kdo je najbližji stanju konstantne sreče, ti lahko povem, da tisti, ki najbolj uravnovešeno dodaja in jemlje z tega čustveno-energetskega interneta. Sreča pomeni tudi srečati pravega človeka. Prav srečanje z usodno žensko je obupujočega smetarja ustavilo, da ni napravil samomora. Ali ima kdorkoli pravico prepovedati uresničitev ljubezni zgolj zato, ker ne ustreza družbenim, spolnim, telesnim, ideološkim, verskim, generacijskim ali kakršnimkoli že vrednostnim razporeditvam? Demokratični človek bi odgovoril, da tega ne sme nihče, noben oblastnik, direktor, far ali lastni starši. Vsakdo o tem odloča sam. Že, toda vse prevečkrat je posamezno življenje videti popolnoma razvrednoteno in nepomembno. Nihilizem in resigniranost sta samo dve sporočilni usmeritvi Virjentovega romana. S poznavanjem filozofije oriše 5 obsedenosti: ustvarjalnost, telo, vojno, samodestruktivnost in smrt. Na koncu je mogoče najti odgovor, kaj se je pravzaprav zgodilo z Margito in Jakobom. Spoznanje o nepomembnosti nekega življenja in s tem lastne ničevosti se mi je na ozadju Obijeve agonije izrisalo kot zgolj eno izmed elementarnih dejstev planeta, na katerem živimo. Obi je ime zapuščenega psa. V romanu je poleg nizanja življenjskih resnic tudi veliko humorja in ironije.
Pisatelj v jezikovno bogatem slogu v pokončnem in ležečem tisku ter z rabo velikih črk potuje od notranjega doživljanja literarnih oseb in palete čustev do odzivanja na družbene razmere in sprejemanje umetniških dosežkov. Roman Tudi smetarji pišejo lepe pesmi je, kot smo omenili, prvenec, vendar v marsičem zrelo in v kakovostno celoto urejeno umetniško delo. Publicist, kritik in literarni ustvarjalec Aljaž Krivec na zavihku Platnice piše, da je bil roman nominiran za nagrado Novo obzorje. Izginotje, s katerim se pisanje začne, se po njegovem mnenju zgodi na ozadju celotne zgodovine sveta, razpršene po površini globusa. Roman Tudi smetarji pišejo lepe pesmi je heterogen in se, kot pravi Krivec, enako posvečeno zavezuje tako klasični kot popularni kulturi, gostilniškemu čveku in visoki filozofiji. Sprehodi se od proze do poezije in prispe do esejističnih odlomkov ter sočasno pripoveduje napeto, prodorno in tudi humoristično zgodbo. Z naslednjim romanom pogledujemo čez zahodno mejo in se v času prestavljamo za pol stoletja v preteklost. Pisatelj Massimiliano Stefani v romanu Trst 1974 pripoveduje o odraščanju v obdobju, ki so ga zaznamovali družbeni nemiri in nasilje, prikazuje pa tudi tiste značilnosti mesta v zalivu, ki še vedno zaznamujejo Trst in obmejno območje. Roman je prevedla Veronika Brecelj, izdala založba Mladika, o njem pa piše Robi Šabec. Z izrazom svinčena leta je v zgodovini Italije označeno nemirno politično obdobje od konca 60. do prve polovice 80. let 20. stoletja, ko so predvsem fašistične teroristične skupine izvajale številne ugrabitve in bombne atentate. Na političnem prizorišču je bil cilj vseskozi jasen. Državo je bilo treba obvarovati kot zadnjo braniteljico pred deželami bogoskrunskega komunizma. Očuvati jo je bilo treba pred levico in to na vsak način, tudi z uporabo že v drugi svetovni vojni preverjenega fašističnega nasilja. Če je to veljalo za Italijo, je še toliko bolj očitno držalo za mesta neposredno ob meji. Kot je navedeno v samem naslovu romana Trst 1974, je osrednje dogajanje romana postavljeno v srčiko italijanskih svinčenih let, v leto, ko je bilo, kot navaja avtor Massimiliano Stefani, na Apeninskem polotoku na političnem prizorišču izjemno napeto. Pomlad se je začela s sojenjem 6 skrajnim desničarjem za pokol v Peteanu 2 leti prej.
14 dni predtem se je v Catanzaru začelo sojenje za pokol na trgu Fontana v Milanu leta 1969, ki so ga izvedli člani fašistične organizacije Ordine Nuovo. Prav s tem krvavim dogodkom naj bi se začela italijanska svinčena leta, ki so močno zaznamovala tudi dogajanje v Trstu. Deževnega večera 27. aprila je pri Svetem Ivanu v Trstu na slovenski šoli odjeknila eksplozija. Bombo so podtaknili fašistični skrajneži. In prav ta prizor, ob orisih predhodno navedenih atentatov, je pisatelj uporabil kot uvod v roman Trst 1974 oziroma v razdelek Pomlad. Delo je namreč razdeljeno na 3 večje razdelke, pomlad, poletje in jesen, ki jih spremljajo dodana uvodna poglavja, s katerimi avtor osredotočeno predstavi dogajanja v Trstu, ob tem pa izpiše še širšo družbeno-politično situacijo v Italiji. Tovrstni dinamiki ostaja zvest vse do konca. Tudi poletje se začne burno. Uvodno poglavje Italicus govori o enem najhujših bombnih atentatov, ki so kdajkoli pretresli Italijo. 4. avgusta ponoči je na vlaku, ki je iz Rima peljal v München, eksplodirala bomba. Umrlo je 12 ljudi, 48 potnikov pa je bilo hudo ranjenih. Čeprav je odgovornost za atentat prevzela že znana fašistična skupina Ordine Nero, krivcev za tragedijo niso nikoli izsledili. Zadnji razdelek romana, sklenega le še končni epilog z naslovom Božič, se začne z jesenjo in s prihodom režiserja, pesnika, pisatelja in gledališkega ustvarjalca Piera Paola Pasolinija na konferenco v Tržaški študentski dom. Prihod slavnega režiserja je pomemben vsaj iz 2 vidikov. Bil je izpričan levičar in zagrizen borec proti fašizmu, leto zatem pa umorjen, verjetno prav zaradi ekstremne kritike fašizma v znamenitem filmskem delu Salo ali 120 dni Sodome. Če k temu dodamo še enega izmed protagonistov romana, istospolno usmerjenega mladeniča Lorenza, pa je prihod slavnega pesnika v mesto v zalivu še toliko bolj utemeljen. Dodatno dinamiko dogajanja v romanu je Massimiliano Stefani vnesel še sprva zapriseženim tržaškim fašistom Ruggerom, ki se je zaljubil v Majo, Slovenko po rodu, ta pa v svojem ljubezenskem hrepenenju koleba med njim in študentom, komunističnim aktivistom Maurom. Tu je še Majin brat Saša, ki v zgodbo vključi lokalnega norca Angela in z njim potrebno psihiatrično sceno, družno s psihiatrom Frankom Bazaljo, s katerim je pisatelj zaokrožil do dobra naphane tržaške razmere sredi 70. let. V tako nastavljeni atmosferi avtor poznavalsko drsi med ideološkimi nasprotji, nacionalistično-fašističnimi ekscesi in čustvenimi mladostniškimi iskanji identitete. Poudarjajo jih precizni opisi tržaško-italijanskega vsakdana, saj vključujejo vse od bencinskih bonov do tedaj priljubljenih televizijskih oddaj. Pisatelj nas zanesljivo vodi po mestnem središču in okolici, od doline Glinščice prek Barkovelj k Svetemu Ivanu, v Ljudski vrt, pa vse do znamenite promenade na ulici 20. september, kjer je bil njega dni tudi sedež fašistične drhali. Predstavlja nam romaneskno potovanje po večnarodnostnem in očarljivem, pogosto tudi strašljivem Trstu, prežetem z nemiri in družbeno-političnimi napetostmi 70. let. Delo, ki je kar se da mogoče vpeto v konkreten čas in prostor, se pravi Trst 1974 z vsemi dogodki kot Italija v malem. To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Jožeta Štucina, Marije Švajncer in Roberta Šapca sta prebrala Jure Franko in Eva Longika Marušič. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Franci Moder, uredil sem jo Vlado Motnikar.